Povabim Aleksandro, ki nam bo povedala, narcis nikoli ne vara. In tukaj je seveda zanimivo narcisovi okovi kot prekleti dar lepote in njegova brezmejna in bogata skromnost, s katero nas omreži in potem dobi od nas vse, kar želi. Evo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Skratka, narcis nikoli ne vara, današnja tema, vroča tema. Bi pa začeli mogoče za samo besedo varanje, kakor je že Mihael napovedal. Poglejmo malo slovar sopomenke, kaj pomeni varanje pravzaprav. Goljufanje, pretvarjanje, hinavščina, nezvestoba. Skratka, tisti, ki vara, nanj se ne moreš zanesti. Tu so laži, tu so prikrivanja, prirejanja resnice, neiskrenosti. Sicer prva misel o besedi varanje nas res privede na intimni odnos, vendar to potegne za sabo vse te lastnosti, ki smo jih zdaj slišali, ki jih lahko zelo uspešno preslikamo na primer na poslovni svet. Te lastnosti izhajajo iz ogromnega pomanjkanja, nezavedanja, notranjega nemira. Danes vemo, cela družba zdravi stres. In nekdo, ki ni izpolnjen, zadovoljen, srečen s sabo, gre izven sebe iskat nekaj, ženske, drogo, že kaj, o tem smo že kar nekaj povedali. Oblike varanja, ki jih poznamo, fizično poznamo, čustvenem ponavadi sledi fizično. Poznamo internet, socialna omrežja danes, poznamo flirtanje, vse za neko hitro potrditev, kako sem dober, kako na hitro nekoga ulovim. Gre za impulzivna dejanja, trenutno zadovoljitev. Ti ljudje so zaljubljeni v svojo moč, potrditev, službo, denar, skratka vse, kar jim navzven daje neko vrednost. Varanje z objekti, kjer daš kakšne objekte spredi pred stvarjo, skratka ali to delo, karkoli, finančno varanje. Tudi v odnosu, skrivanje denarja, prirejanje in tako naprej. Skratka, vse možne prevare se gre danes družba. V osnovi gre pa za eno veliko nezavedanje življenja. Jaz svojo knjigo Nevidna kletka začnem z vprašanji, kaj je življenje, kaj je kaj je dojemanje časa, kaj prav zares mi smo. In na današnji razvojni stopnji družbe večji jack si, več baby imaš, več hiš imaš, več avtov imaš in v večjih firmah si član uprave. Vendar, ali je življenje res to, kar vidimo? Poglejmo en sam stres, ki ga družba danes tako učinkovito ali neučinkovito zdravi. Kdo vidi stres? Samo ti ga čutiš, samo ti. Ljudje te gledajo čudno, pa saj ti ni nič hudega v bistvu v tej službi. Ti pa doma spiš od utrujenosti. Si depresiven, čutiš maščevalnost. Kdo je čuti? Samo ti, nihče drug okrog tebe. Nevoščljivost. Naprimer, ima sosed veliko hišo in ti iz nevoščljivosti greš zgraditi večjo hišo. Kako je nastala ta hiša? Iz nevidnega. Kaj te je porinilo torej v ta dejanja? Nevidna sila. Ali je življenje res torej tako vidno? In ko bo hiša, a bo konec nevoščljivosti? Ja, ne bo, potem bo pa jahta. A bo potem konec? Ne bo, potem bo pa letalo. A se ne bi danes raje pogledal v ogledalo, v to nevoščljivost, postal miren in začel lepše živeti? Enkrat boš moral, če ne danes, pa v naslednjih življenjih. Skratka, življenje so zaznave, preko tega spoznavamo sebe in zunanji svet je samo posledica. In samo takrat, ko nosiš v sebi veliko bolečine, ko nečesa nimaš, bolečino prizadeneš drugemu, ker ne moreš dovoliti, dojeti, da je drugemu lepše, da nekaj ima, tukaj prihaja v ospredje zavist in tako naprej. Bodite iskreni do sebe, poglejte se. In danes je zares močan tisti, ki se zna soočati s sabo. V tem je prava moč. In ko v težkih situacijah lahko stojiš sam s sabo. In kot družba smo zares prišli do skrajnosti z nezavedanjem, notranjo bolečino, kaj vse ne počnejo ljudje z danes tako imenovano narcistično osebnostno motnjo, ki ni nič drugega kot skrajni odmik od samega sebe. Ti ljudje iščejo zunaj sebe samo predmete za lastno in trenutno zadovoljitev, kakršnokoli. In tudi partnerji so za njih samo predmet, resurs, žal, če ne bo eden, bo pa drugi ali več njih. Ampak narcis nikoli ne vara. Noben narcis ne vara. Komu samo omeniš drugo žensko,
sledi ignoranca, tišina, tebi pa nič jasno, ti bi se rad kaj pomenil, ne gre. Ko še kaj rečeš v drugi ženski, zdaj moški tukaj, kot smo že rekli, dajte preslikati to, oziroma ženske, dajte preslikati to na pravi spol. In ko kaj rečeš v drugi ženski, ker tebi nekaj ni okej, ker nekaj čutiš, dobiš nazaj bes, agresijo, obtožbe ali celo solze v oči. Tem solzam se reče krokodilje solze. Jaz tega nisem poznala, so pa dejansko krokodilje solze. Kako moraš biti tako grda na njega in kako lahko tako grdo misliš o njemu? On ni nikoli in nikoli ne bo varal. Na to sledi, ker si to izustil, sledi kazen, ignoranca, on izgine, ti si ga tako prizadel, da on mora zdaj za 3 dni od doma. On je prizadet in po možnosti gre k drugi, sicer na poslovno potovanje, a izkoristi priložnost za nedolžen obisk pri drugi. Ali pa rabi 3 dni za potovanje z drogami. In ko izveš o eni ženski, preko prijateljev, mailov, sporočil, karkoli, nenadoma ugotoviš, da jih je mnogo, ampak on nikoli ni in on nikoli ne bo varal. In ko greš ta narazen, on v enem tednu poroči, on ni varal. Ali sledijo besede, pa saj te nikoli ni bilo to zame, saj si bila tako zaposlena, saj pravzaprav ni bil niti seks. Okay? In ko izveš za otroka, medtem ko sta bila skupaj, dobiš nazaj zid, tišino, itak si kriva ti. In ko ga celo zalotiš pri dejanju, si ti narobe videl. In kaj sledi? Karanje tebe, to pomeni preusmeritev fokusa, kako si ga lahko pustila, ko je on tako rabil pomoč in kako si grda, tega res od tebe ne bi pričakoval. In kar naenkrat si v središču fokusa in središču zgodbe ti, ne več on. Prikriti narcis ima dosti večjo potrebo po bližini, to so neprestane žrtve, zato se ta zadeva malo drugače izraža. Bolj prikrito, zares se moraš distancirati, biti pozoren, da te stvari lahko vidiš. Zelo izražena dvojnost, love bombing in ignoranca, se pravi, samo ena in edina, ti moja, in potem dajmo te na distanco. Ti ljudje se raje prilimajo nate, res samo ti in morda celo res si samo ti nekaj časa, vsaj fizično. Prej smo pa slišali, videli, kaj pomeni sploh varanje. In kakor sem videla skozi izkušnje, je v bistvu pravzaprav samo vprašanje časa. Glejte, to je tak karakter, človek je brez vesti in ko mu pride prilika, jo pač izkoristi v svoje dobro. Itak ni res, kar je naredil. In kakor na enem področju, tudi na drugem, če to dela doma, dela tudi poslovno in obratno. Čeprav to so ljudje ponavadi zelo veliki angelčki. Neverjetno so dobri z besedami. In kakšni so znaki, pokazatelji, da obstaja verjetnost varanja danes ali v prihodnje? En znameniti stavek je: jaz sovražim dramo. Res sovražim dramo, sam ne delim drame. Vendarle on skozi rabi dramo. In ker si vedno kriv ti, ker ne moreš zdržati 3 dni brez drame, jaz sem imela en primer enkrat na letališču, to je lahko samo beseda, na primer. Sva stala na letališču in seveda vidiš človeka, pač nekaj mu ni v redu, on je tih in pač po nekem času vprašaš, a si v redu? Konc. Mislim, to 3 dni tišine, 3 dni krega, potem ti je žal, da si odprl usta. Drugi znak, perfektnost v ogledalu. On vedno lepo diši, on je vedno lepo oblečen, frizura, ne. Saj s tem ni nič narobe, ampak on ne gre nikamor brez te popolnosti, ker on lovi, on mora biti vsem všeč, on rabi ogromno pozornosti. Potem je lahko potencirano, ti si ena in edina, ti si tako fajn in sploh na začetku, wow, ti si res nekaj, kar še nisem srečal. Vzhičenost, in če si pozoren, naslednji trenutek je svojo pozornostjo nekje drugje. No, znamenita fraza, ki jo sicer uporabljajo večinoma grandiozni, ni pa izključeno tudi za prikrite in vse ostale, on ne seksa, nikoli, on se ljubi.
In on ve o tem povedati cele enciklopedije, kako se to dela, kako je to drugače, kako je. No, in ko mu seks omeniš drugič, on povzdigne glas. Sem ti rekel, jaz se ljubim. No, pozor. Tukaj čutiš prizadetost, kako ti govoriš o njemu, kako ti misliš, skratka, tebi ni nič jasno, ker itak nisi nič takega rekel. In potem vidiš, da v teh fantazijah ni ne duha, ne sluha. Sledi odmaknjenost in definitivno dejanja niso enaka besedam. Potem, ko si že v odnosu, lahko opaziš po kakšni spremembi v obnašanju, ki je sicer lahko zelo rahla. Naprimer, začne govoriti o ljudeh, ki varajo. To so tako grozni ljudje, kako to morajo početi. Izhaja iz sebe in to se čuti. Tu so lahko leži z zelo slabimi izgovori, kjer začutiš, da nekaj ne bo v redu, naprimer pogled v tla, tišina, bes, kazen, prizadetost. Zelo so ti ljudje občutljivi na vprašanje, naprimer, kaj si delal, kje si bil, on postane nervozen, agresiven, on te obtoži, kako si ljubosumen, kako ga kontroliraš, kako imaš problem, pusti me pri miru, jaz želim živeti. Skratka, kar naenkrat si kriv ti. In ko omeniš, naprimer, določeno žensko, on se lahko začne braniti, čutiš njegovo nelagodje, ali v tej osebi začne govoriti, kako je ona poročena, itak je nemogoča, on je ne mara, ona je, skratka, bla, 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 bla. Vsako pa, ki pride mimo, premiri in poje od nog do glave. Ampak ona je grozna, kakšno krilo ima, poglej, kakšno frizuro ima. Ti pa vidiš, da v bistvu zleze vanjo. To je čista potreba po imeti novo igračo. Ali pa, naprimer, še en znak zahteva svoj prostor, on se odmakne in njegova dvojnost zna biti precej potencirana, se pravi love bombing in ignoranca. On sicer pri teh zadevah oceni, kako daleč lahko gre, ker on odnos pa vseeno rabi. Ali več njih. No? In kakšni so glavni znaki pri tebi? Nikoli ne čutiš odprtosti, vse ostaja v zraku, nisi miren iz pogovora, ne moreš se na človeka zanesti, govori eno, dela drugo, pa so to lahko zelo male stvari, ki jih je sicer včasih težko zaznati, vendar. Zdaj, v angleščini obstaja dobra beseda, to so serial cheaters, tako kot imamo serijske morilce, imamo tudi serijske narcise, ki varajo. Zdaj, ali sem narcis, če varam? Zdaj, tu mogoče se bo kdo vprašal, ali sem narcis, če varam. Obstaja ena razlika. Zdaj, normalen človek bo napako priznal, kar je bistveno, skušal se bo pomeniti, vedel bo, da je dejanje ni bilo v redu, da dejanje najverjetneje pomeni konec odnosa, obžalujejo, grejo na terapije, se spremenijo, skratka nekaj naredijo, ti to čutiš in vidiš. Kakorkoli je odnosa konec, neki človek na sebi naredi. Narcis bo te stvari prvič zanikal tudi, če si ga pri dejanju videl z lastnimi očmi, kriv boš ti, vsi mogoči izgovori so na površju, pri tem ne čuti ničesar, pred sabo imaš zid. Oni rabijo samo potrditve in to konstantno. Čeprav, jaz imam rad samo tebe. Sej v bistvu res ni bil seks, jaz imam samo tebe rad. Z njimi je neprestana borba. Sicer narcis se lahko tudi opravičuje. Meni je tako žal, to zaznaš dostikrat pri prikritem, daj mi še eno priložnost, obljube na mamin grob, prodajanje pravljic, kako je najin odnos lep. In opravičila pa zgledajo večinokrat takole, ne? Meni je tako žal, da se ti slabo počutiš. Meni je tako žal, da ti ne moreš tega preboleti. Mislim, prosim, tebi je žal, da jaz tega ne morem preboleti, ne kar si ti naredil. No, ampak če ste pozorni, znajo zelo dobro obrniti na drugo temo. Tako da samo spomnite se, to je ta karakter, ki se ne spreminja. Enostavno ne prenesejo, da je pozornost kakorkoli odmaknjena od njih.
Je pa oblika varanja odvisna tudi od časa, ko si skupaj. Prikriti so lahko kar nekaj časa z eno osebo kot klop, saj ne varajo fizično. In kako veš, da nekaj ne bo okej? Po pogledih, ko greš ta ven, po solzah v očeh, tebi nekaj ni v redu, ne počutiš se v redu, tebe drži za roko in se smečka, ko je ena nasproti, sicer gleda drugam, ampak on se tako prijetno smečka. In kot sem videla iz različnih primerov, je samo vprašanje časa. No. Marsikdo reče, ne, moj pa že ne, moja pa že ne. Ima sicer vse ostale lastnosti, narcisa, vendar vara pa ne. Okay? In fizično varanje, poglejmo lastnosti, ki smo jih omenili na začetku, to je karakter in dejansko je odvisno od časa v odnosu. In ko je konec odnosa, lahko vidiš po odnosu, oni grejo takoj, so to droge, hrana, porno, ženske, kar pride prej. Ker oni imajo takšen manko od znotraj, so brez vesti, to je njim nič, ti jim predstavljaš samo eno od igrač in ne padite na solze in obljube na mamin grob, kako tega ne bo več naredil, če naredil enkrat, bo tudi nakrat. In veste, kolikokrat je menda povprečje vrnitve empata v tak odnos? Dejte mi eno številko ali mi. Skratka, 8-krat je neko povprečje. No, jaz sem to delala tudi večkrat, moram priznati. Saj, manipulacije narcisa pravzaprav nimajo meja. Poglejmo eno zgodbo, kaj vse se ne dogaja s temi ljudmi. Saj veste, da tukaj govorimo o resničnih zgodbah. Ko na primer ugotoviš, da te partner vara. Seveda ti je hudo, ampak on se kar naenkrat ne javlja več, ker ve, da si ti odkril nekaj, kar ni v redu. In on kar naenkrat rabi čas zase. Mogoče upa, da boš ti to pozabil, ampak tebe pa seveda kuha, tebe razžira in ti se rabiš pomeniti, ti rabiš kakšno besedo doreči, ali je to konec, ali je to karkoli, nekaj rabiš doreči. In ker oni zelo radi oziroma puščajo vse v zraku, do tega seveda ne pride. In kaj vse so pripravljeni narediti? Ti seveda prideš do partnerja na vrata, pozvoniš in ko te vidi na vratih, vrata odpre in vrata zapre. In seveda tebi ni nič jasno, in probavaš in parkrat pozvoniš in če greš v drug hiše, No, in potem pač odideš od hiše in vidiš, da te za vogalom čaka policija, te vklenejo in greš v zapor. Potem vidiš, da so v poročilu policije prirejene zgodbe in vidiš, kako je bilo dejanje vnaprej zelo dobro načrtovano. V poročilu so kot dokazni materiali maili vzeti iz konteksta, ostale ljudi obrne proti tebi in ti izgledaš zmešan. To so resnične zgodbe, zdaj pa sam to zgodbo dajmo preslikati v posel. Danes so v poslu taka dejanja skrita tudi malo pod besedo mobbing, to je eno področje. In na primer, če se ne začneš dovolj zgodaj ščititi, hraniti maile, dokazila in jim dati vedeti, da si na vezi z odvetnikom, se ti na primer kot direktorju sektorja financ zelo slabo piše. Meni se je to zgodilo kmalu po mojem 30. letu in ti ljudje prav tako kličejo tvoje bivše, sicer ne partnerje, ampak šefe, kakšen si, kako si grozljiv, kriv si vsega, kriv si ti za njihovo lastno nesposobnost in izmišljotine. No, skratka, manipulacije narcisa res nimajo meja. In ko se ti enkrat na tvojih vratih pojavi policija, nimaš več kaj razmišljati, odidi. Vendar to je seveda lažje reči kot narediti, ko si ti v situaciji. Ker ko nate partner pokliče policijo in zraven še rešilca, da te odpeljejo, in kako ti gledaš, kako pred tabo igra največjo žrtev mogočo in vse obrne proti tebi, ti temu ne moreš verjeti, ti si prizadet, ti bi skočil iz kože, postaneš okamenel, na primer, jaz nisem kak teden mogla izustiti sploh besede. Ko doživiš, otroštvo, pred sabo vidiš mamo, ki ti je delala te stvari, ko si bil mehen, skratka,
In on se seveda potem naprej obnaša, kot da ni nič, ne? On te je hotel zaščititi. In gledajte, tudi če bi ti kaj naredil, oziroma karkoli si naredil, gledajte, to ni razlog za klic policije, to je tvoj lastni partner. A ti si kriv samo toliko, ker z njim plešeš tango, pa zdaj pač naj bo privat, naj bo služba, no, pač so tu sodelavci, a ne. In pač ne moreš videti, ne veš, kako se te zadeve lotiti, skratka, iz odnosa ne moreš oditi. In s časom se začnejo dogajati vedno hujše stvari, vedno dlje gre človek. Vsak krog vrnitve je slabši in z vsakim krogom si človek več upa. In tisto upanje empata, saj bo drugače, ne bo. Jaz sem probavala s tem upanjem, dokler nisem obupala. In to so trenutki, ko moraš začeti iti popolnoma vase, to pa je izredno težko. Se človek zelo hitro začne, kako si ti ena in edina, ti kupi darilo, te objema, ti govori pravljice, kako je vajin odnos perfekten, uporablja metodo gaslightinga. In če nisi imel ljubezni v življenju, se je te pravljici zelo težko odpovedati in stati na svojih nogah. Sicer bolj grandiozni, no, te tudi lahko pustijo in se javijo čez kak teden, mesec ali 2, tako da tudi ta varianta obstaja, no. In ker tudi če ti veš, da je šlo za manipulacijo, pri takem odnosu enostavno ne moreš čustveno dojeti in ponotranjiti stvari. Mislim, izgleda tako, kot da bi ti nekdo brisal realnost, tako da nikakor ne moreš človeka videti v grdi luči manipulacije, ne gre. In v takih situacijah bodi dovolj močen, da si začneš iskati podporo in nujno pravo osebo. Jaz nisem šla do prave, jaz sem morala te stvari sama potem. In na primer je še dobro, da sem to igro zelo jasno videla v svojih najstniških letih pri moji mami. Samo jaz nisem vedela, da te stvari nosim s sabo, da so zapisane v mojem sistemu. Tako da ob tej priliki naj vsakdo pogleda vase, kaj vi nosite s sabo iz svojega otroštva. To niso nujno tako grozljive stvari, ampak vtisnejo se vzorci. Jaz vem, da sem samo rekla, jaz ne bom taka kot moja mama. Sej nisem, ampak dogajale so se mi pa zelo podobne stvari. Na primer, jaz sem 10 let sem živela z enim očimom. Ona je tega človeka spravila na rob neštetokrat, za meni takrat zelo vidnimi manipulacijami, no. Policija je bila na vratih kar nekajkrat. On je bil človek precej miren, vase zaprt, nikomur ne bi kaj žalega naredil. Zdaj, empati vidite verjetno sebe ob tem opisu. In ko je zaradi hudih besednih manipulacij in tudi dostikrat fizičnih dejanj, ker to so seveda leteli krožniki po dvorišču, to so leteli predmeti, ki drugače ne letijo. In ko je človek včasih dejansko dvignil glas, ko je prišel do nje, Bog ne daj, da se je dotaknil. Ker, kot smo govorili v prejšnjih seansah, ti ljudje zelo dobro ocenijo, kako daleč lahko grejo in zelo dobro vejo, kaj boš naredil, pa kaj ne boš naredil. In ker je ona vedela, da on ne bo nič naredil, ona ni vedela, kaj naj naredi, da bi izvala neko dramo. Ker ti ljudje rabijo dramo. In kaj je naredila? Ona se je pred njim vrgla v steno, se udarila z glavo, glih toliko, da jo je majčkeno zabolela, ne. Ona se je zgrudila v nezavest in ona je uspela čakati v nezavesti, kako je on udaril, kaj je naredil. Mislim, dokler ni prišel sosed, dokler ni prišla policija. In ko sem jaz te stvari gledala na svoje lastne oči, jaz sem včasih očimu rekla, glej, če jo ne boš ti mahnil, jo bom jaz. Ker te stvari sicer ni delala pred mano, ker mene je bilo strah, ampak kaj je bil njegov odgovor? Joj, se me bojo še odpeljali policaji in zaprli, kaj vse jim bo rekla, da sem mi naredil. Zelo pravičen strahu, ker smo videli iz prejšnje zgodbe. Čeprav sem mu rekla, da sem na njegovi strani in da sem pripravljena 100% stati s tem. Glejte, mama gor ali dol, mislim, neka pravica na svetu obstaja, no, ne moreš takšne stvari delati človeku, a ne. In jaz ga nisem mogla pregovoriti. In veste, kako daleč je to šlo? On ni zmogel na koncu prenesti sramu, ko ga je varala s sosedom, pravzaprav pred njim. O tem so vsi vedeli.
To je bilo manjše mesto in jaz sem mu rekla, le odseli se, pojdi k prijatelju, nekaj naredi. On pa nimam kam. Dejansko je težko videti nekaj novega v takem odnosu. On je shujšal za več kot 20 kilogramov. In ko sem vsake toliko prišla domov, on je bil samo še naslonjen na mizo v tišini in jaz ga nisem mogla prepričati, da sem na njegovi strani in da naj nekaj naredi. On ni zmogel. In kako se je končalo? Mami me je enkrat klicala v Ljubljano in reče, veš, ati si obesil. Brez solze, brez kančka greha na sebi, brezčutno, kot da je bil že čas, da je to naredil. No, takrat sem ji odvrnila, no, pa ti je le uspelo. Potem klasična reakcija, tišina v telefonu in nikoli več besede o tem. No, in zdaj ob tej priliki bi povedala, za samomore še dan danes nimamo sankcij. Kriv je človek, ki tega ni zmogel. Psihično nasilje še danes ne velja za orožje. Samo fizični nož, sekira in vse, kar vidimo, velja za nasilje. In v tem tednu se nam je zgodil pred našimi očmi v Sloveniji en primer blizu Ptuja, kjer je 37-letni moški za svojo 33-letno ženo, s katero sta imela 4 otroke, iz nejasnih razlogov, on se je zapletel z sodelavko, s katero sta postala ljubimca in sta se dogovorila za umor njegove žene. On jo je pripeljal na kraj zločina, ona jo je večkrat zabodla in sta jo zakopala nekje. Naslednji dan mož prijavi svoje izginotje svoje žene na policiji z pismom, poslovilnim pismom, ki ga je napisala ljubica, da je pač zapustila družino, kako je mogla 4 otroke zapustiti. No, in take stvari se nam dogajajo pred našimi očmi, v današnji družbi pa te stvari tudi pod razno niso urejene. In nekateri danes, celo državni uslužbenci, ki delajo na terenu, se te problematike zavedajo, problematike psihičnega nasilja, ki še ni uzakonjena, ker za sankcije seveda potrebujemo zakon. Jaz sem dobila namig, naj poskrbim za ta zakon. Saj za fizično nasilje, kar imamo zdaj pred očmi v bližini Ptuja, greš v zapor. Oba sta dobila 15 let zapora. Če pa te nekdo pripelje tako daleč, da ne zmoreš več psihično, si pa sam kriv, ker si vzel življenje. Ker si izguba, ker si slabič, ker imaš težave, ker si iz slabe družine. Jaz imam tudi svojo lastno izkušnjo. Ljudje se te izogibajo, kot da smrdiš, namesto da bi ti pomagali. In kot da se takšne in drugačne stvari danes ne dogajajo pravzaprav v vseh družinah. Samo o tem se ne govori. Ne takšne grozljive, ampak takšne drugačne v vseh družinah. In s pravim zakonom bi lahko v takih družinah pravočasno ukrepali. Sicer, kar ni vidno, ni tako enostavno. Zato bi potrebovali posebno izobraževanje strokovnih ljudi, ki bi te stvari prepoznali in pravilno ukrepali, ne samo na terenu, ker gre tudi za rehabilitacijo v nadaljevanju, zdravljenje, ukrepanje. Zato se mora zavzeti malce širša družba. In morda iz tega društva poženemo kakšno gibanje, katerega posledica bo pomoč ljudem v psihični stiski. Prej smo rekli, da življenje ni tako vidno, kot mislijo naši današnji umi v glavah ljudi, ki hodijo v svetu. In družba se mora dvigniti na nivo zavedanja, da je naše življenje sestavljeno iz telesa, uma, duha in da je to vse v enem in da to ni ločeno. Ne, da začnemo v to verjeti, ker te stvari prihajajo iz uma, ampak da se začnemo tega zavedati z vsem, kar smo. In verjamem, da z našim druženjem tule lahko naredimo nekaj dobrega na tem področju. In če ima kdo kakšno idejo pravega človeka, karkoli, s katerim bi lahko šli v tej smeri, vljudno prosim za klic do enega, do drugega. Dala bom vse znanje, izkušnje, kar lahko, da bodo otroci odraščali v lepšem okolju, kot sem jaz. Zdaj, dotaknila bi se sramu. Sram je eno veliko čustvo, ki zadržuje v takem odvisniškem odnosu. Sram te je, kar se ti dogaja. In ne samo to, sram te je, ker misliš, da si res ti tisti, ki pripelješ take situacije do policije, do skrajnosti.
Ker tudi lahko tako zgleda, da izsiljuješ, groziš, bes, jeza, ker on ti želi seveda na vsak način pomagati in te zaščititi. Zaščititi tako, da ti za vrat pošlje policijo. No, dajmo pogledati realno, a ne, tvoj lastni partner, ki te ima najrajši na svetu, ti pripelje policijo, pa kam smo prišli. Še nekaj o sramu. Vsi tisti, ki vas je sram, niste sigurni, kaj se vam dogaja, najdite za začetek nekoga, kjer bodo vaše besede ostale med 4 stenami. To velikokrat ni prijateljica, ampak nekdo, ki ve, zakaj gre. Zakaj? Prijateljico lahko tak človek zmanipulira, da se obrne proti vam. Meni se je to zgodilo v mojem zelo, zelo hudem trenutku mojega življenja. In jaz zdaj vidim, jaz sem morala izkusiti prav vse stvari, vse teste sem morala dati skozi. Tako da kakšno stvar dejte tudi verjeti, ker ne rabite vsega izkusiti na lastni koži, kar sem morala jaz. In ker te male stvari zares dostikrat ne izgledajo nič takega in prijateljica ti bo rekla, pa kaj je s tabo, ne moreš tega početi, ne biti toliko občutljiva. In če res nisi bojevnik v življenju, če res ne čutiš, nekaj ne bo v redu, s tabo je konec. Ne boš šel več nikamor iskati pomoči, vzameš dejstvo, da je s tabo nekaj narobe. In od zdaj naprej dobivaš porcijo lažne samopodobe iz 3 strani. Partnerja, prijateljice in še sebe, to ste 3 najbližji. Sram se začne malo po malo razblinjati s tem, ko začneš vedno bolj stati na svojih nogah, ko začenjaš dobivati potrditve, da res nekaj ni okej. Ker sram ni samo vaš. Sram je v veliki meri danes tudi kolektivni, skladno z razvojem današnje družbe, kjer stojimo. In ničkolikokrat vidim, kako ljudje danes ostajajo v odnosu poročeni, ker jih je preveč sram. Sram je prevelik, da bi se ločili, saj potem nisi družbeno sprejemljiv, ali nimaš denarja, da bi šel na svoje in ničkoliko zgodb slišim, kako po 10 let spijo na kavču, ločeno, so skupaj zaradi otrok, otroci grejo, nimajo več kaj skupnega. In potem so še izgovori, ne da se mi ločiti zaradi denarja, hiše, ne vem kaj. Saj se ni treba ločiti, ampak naredi nekaj, ne samo živeti po svoje in po zelo veliki verjetnosti varati okrog. Varaš sebe, škodo delaš sebe, daj si tisto, kar rabiš do znotraj, ne zunaj, znotraj, začni hoditi na delavnice, hoditi na predavanja o sebi, ne o manipulacijah, o žuranju, kam se lahko umakneš, o sebi, kaj lahko narediš boljšega za svet. In ko nas bo vedno več o tem spregovorilo, se bo energija sramu začela razblinjati in vedno lažje bo govoriti, kakšne neumnosti počnemo pravzaprav vsi, ali pa smo jih počeli. No. Nazadnje vidiš, da to pravzaprav niti nima veze s tabo, ampak da se te stvari enostavno samo dogajajo. Ker takšne in drugačne manipulacije delamo vsi, vsak je nekje na tisti lestvici odmika levo, desno, čemer smo govorili, vsak ima v teh primerih res priložnost pogledati vase, nekaj izboljšati in spremeniti. In naj povem, da so ob branju moje knjige začeli vase gledati in se spreminjati celo nekateri ljudje z narcističnimi nagnjenji. In ko vidim resnično, da knjiga in naša druženja odpirajo oči ljudem, lahko rečem samo resnično iz srca hvala univerzumu in hvala društvu Belis Mihael, da lahko te stvari delimo in delamo za dobro družbe. No, gremo nazaj k manipulacijam ljudi z narcistično motnjo. To je njihova igra v nedogled, manipulacije so njihovo orodje za igro v nedogled. No, ker smo prej omenili, da nam marsikdo reče, ne, moj pa ni tak, moj pa ne vara, moja pa ne vara. Dejansko nekaterim dejanjem ne moreš verjeti. Logika odpove, ker ni logike. In ko 20 let živiš s takim partnerjem, sicer je vedno huje, a stvari nekako sprejmeš, s tabo nekaj ni v redu, nekako se naučiš živeti s tem. To je tako kot princip žabe, ko jo daš v mrzlo vodo, ona se bo pustila skuhati. Če jo pa vržeš v vročo vodo, ona pa skočila ven. In če ne morete tega videti, naredite test. To je sicer, dajte si to kot zadnjo opcijo, če tega res ne morete videti, oziroma če res ne morete oditi od teh ljudi. No, jaz sem tudi to lekcijo rabila.
pravim, da sem dala vse možne teste skozi. In ker, ko je zadeva zelo prikrita, rabiš videti dokaz, ker ti ljudje ne odnehajo. Ti ljudje se vračajo, oni poskušajo v nedogled. To je samo vprašanje časa, kdaj pride nazaj. In če ne odnehaš ti, zgodbe ni konec. Ti ljudje čakajo tudi po nekaj let. Naprimer, jaz sem mesec pa pol nazaj dobila čestitko od zadnjega, ki mi je namenil to moje prebojenje. No, skratka, tukaj sem, ne pozabi name, ker on bo s tabo prijatelj. Ja, on je dober človek in on se z nikomer nikoli ne skrega. On želi imeti normalni odnos in on ti ni ničesar zameril. Skratka, on je angelček, kriv si itak ti. In če padeš na takšno sporočilo, puščaš odprta vrata, da se ti stvar ponovi. In po drugi strani, gremo še na točko 2, ali res rabite takšne, ali si res želite takšne prijatelje, na katere se ne moreš zanesti, kjer so zraven laži, prikrivanje, prirejanje resnice, neiskrenosti, goljufije, pretvarjanje, hinavščine, ali si res želite imeti ob sebi takšne ljudi. No, ampak, če rabite test, je Bog z vami. Ja, z mano je bil. Ne, ko je bilo sicer odnosa že konec, po 3 mesecih naredil eno zelo učinkovito manipulacijo, ki jo opisujem v moji knjigi. No, in potem se je hotel še pomeniti. Sicer ne vemo v čemu, ampak nekaj bi, on nekaj bi. Ne, on pride preveriti, koliko je vroča juha ali ni, a ne? In skratka, naj bi se nekaj pomenila, vendar jaz sem pa rabila izvedeti, da je že z eno drugo. Jaz sem o tem toliko prebrala, jaz sem te stvari tako močno čutila, vendar nikoli tega nisem mogla videti, ker to so bile dejansko skozi solze v očeh, kako je on moj in samo moj in tako naprej. Mislim, to igro je tako vrhunsko odigral, da sem rabila test. No, mogoče še en znak, na kaj te lahko dobi tudi tak človek v odnos. Mene ženske ne zanimajo več, jaz bom v življenju sam. To je še ena zadeva, ki učinkuje. Ne, o moj bog, ne, to je veliki alarm, ne. No, gremo na test. No, ko sva se srečala, sem potem po nekem času omenila, pa saj si z drugo, kaj boš z mano. Pač nekako sem preverjala, kako bi lahko do te informacije prišla. No, in seveda spet so se vsule solze. Kakšna jaz sem. On ima samo mene, on je imel mene v odnosu tako rad, ko bi jaz to vedela. In ker nekako nisem padla na njegovo igro, so name začele leteti obtožbe. Pa kako, saj nisem itak nič naredila na sebi, ker seveda sem izražala dovolj jeze. Kako sem še vedno jezna, kako sem nemogoča, kako dejansko nič nisem naredila, rabim terapevta, rabim. In ko ne igraš njegove igre, se on prelevi iz lovca, ko te lovi in kako sta vidva popolna, kako sta vidva za skupaj, kako se ima sta rada, kar naenkrat v nekoga, katerega v bistvu sploh ne zanimaš. Si najslabši na svetu. In kako lahko v takih situacijah reagiraš? No, kako sem jaz? Ker je vse moj problem, rabim terapevta, meni ni pomoči, pomagaj mi, da se jaz pozdravim. Mojo jezo, moje ljubosumje, moje nemogoče reakcije, ampak glejte, jaz sem si resnično to želela, ker noter, jaz sem imela en kanček, ki ga nisem ga mogla predelati. In kaj sem rekla? Pokaži mi telefon. No, tako, kar sem prej rekla, če si nekaj res močno želite in če pride iz srca, če to ni vaša manipulacija, Bog vam bo to omogočil. On mi je pokazal telefon. Ok, in zdaj da pokažem. On mi pokaže telefon in pridemo na klice. Glej, in on panično, premika klice gor in dol. Glej, a vidiš, da ni nič, to so tvoje prividi. Ok, pravim, kaj pa SMS-i? In ponovi zgodbo. Poglej, a vidiš, da ni nič? Ok, potem pa se je naredil čudež. Okay? Pravim, ok, gremo lepo po vrsti.
vzamem telefon in kliknem na eno sporočilo. On je meni pustil, da jaz vzamem njegov telefon. Mislim, včasih sem si mislila, ne vem, kje imajo glavo ti ljudje, ampak to se je zgodilo. In kliknem na eno sporočilo, na ključno sporočilo. Srčki za lahko noč, poljubčki za lahko noč. Okay? Drugo sporočilo, na ključno, ker je bilo poleg srčkov, še kdaj se dobita, kje se dobita, dva naključna sporočila. In, ko to vidi, on besno vzame telefon in prvi izgovor. Saj sem samo šele spoznal en teden nazaj in naplete celo zgodbo, kako so se oni spoznali, kako... No, in si kaj, po enem tednu pošilja srčke, poljubčke, zadobivaš ne vem kaj. Ok, in ko vidi, da to ne vžge, sledi manipulacija številka 2. Jok, ti si kriva, ker nisi me poklicala, a ti sploh veš, kako je biti sam. Njemu se je tresla usnica. In ko to vidiš, čisto igro, ko vidiš pred sabo pravzaprav svojo mamo in kako sestaviš cel odnos, kaj si doživljal in na kake manipulacije si padel, se pošteno strezniš. In svoje nasedanje na take manipulacije si je pravzaprav zelo težko oprostiti. Ampak, če ne veš, ne veš. In izstop iz tega je izredno težek. Ja, poišči si pomoč, ker so zadaj tvoje evolucijske travme, ki jih najverjetneje ne vidiš, ne prepoznaš. Rabiš nekoga, ki ve, zakaj gre, da te lahko vodi skozi proces in hude občutke, ki pridejo. Ker nekdo, ki ni imel takih procesov, žal ne more vedeti, kaj se dogaja znotraj take duše. In kot smo rekli, sram je izredno velik dejavnik. Zakaj ljudje tega ne naredijo? Ne vem, tudi sem... ne vem, za znano osebnostjo, pa tega ne morem narediti. No, potem naslednji faktor je strah pred biti sam, osamljenost, ki ima tudi kolektivno naravo. In dokler se ne začneš resno soočati s sabo, to ne bo šlo. To pomeni, da si vzameš čas zase, za svoj notranji prostor, za tišino. Potem je tukaj še krivda. In spomnimo se, da kje je danes družba zunaj in kam moramo iti, če želimo biti drugačni in nekaj narediti lepšega noter. To je pa zelo težko začeti brskati po sebi, se niti ne znaš, niti ne veš, kako, veš samo, da tega ne zmoreš več. Tako da jaz sem vesela vaših pisem, zgodb, predlogov, želja, kaj rabite. Za začetek pa se lahko priključite Facebook skupini, ki je ustanovljena za takšno podporo. To je BeHappy.si, narcizem in prebojenje, osebna rast. V moji spletni trgovini so tudi odlični fizični pripravki dreves za podporo pri teh procesih. Zdaj bi pa omenila še en dober film, ki je do mene prišel pred nedavnim. Sicer ima naslov Beli oleander iz leta 2002. Film se me je zelo dotaknil, sicer ni resnična zgodba, kakor bomo gledali danes po našem druženju, vendar je zelo odlično je odigran in odlično so prikazane manipulacije in vse te stvari, o čemer govorimo danes. Zraven so samomori, umori, zapuščenosti, prevare in neprestane manipulacije narcistične ženske. Jaz sem pravzaprav doživela celo otroštvo pri tem, ker je res v vsakem njenem gibu je prikazana manipulacija. Zelo, zelo odlično. V njem ta narcistična mama sicer pove tudi zelo močne besede, ki držijo in so na mestu, vendar jih pove v luči manipulacije, ker si svojo hči lasti. In hotela sem pokazati, da je tako danes izmaličena tudi spiritualnost. Ker ti ljudje so zelo inteligentni in njihove slabe namere nimajo meja. Tudi tu imam izkušnjo, kako nekdo pobira tvoje znanje za svoje manipulacije, svojo nadvlado, pomembnost in nekoga, ki je nad vsem tudi nad Bogom. No, in besede so bile naslednje. Ne naveži se na vsakega, ki ti pokaže kanček pozornosti, samo zato, ker si osamljen. Osamljenost je stanje človeka. Nihče ti ne bo zapolnil te praznine. Najbolje, kar lahko narediš, je, da spoznaš sebe, kar ti želiš. Te besede 100% držijo, uporabljene so pa lahko tudi v luči manipulacije.
No, zdaj pa bi še obrnila vse skupaj malo na glavo in začela z vprašanjem, kaj pa če, 3 pikce. Glede na to, da danes že vemo, da stvari niso naključne in nič ni naključno. Tako da ne ostajajmo na teoriji, poglejmo okrog sebe in sprejmimo dejstva, kar se dogajajo. Kaj pa če so nam taki ljudje dani, da uvidimo sebe, da prepoznamo sebe, za dvig družbe na višji nivo zavedanja? Kaj pa če smo rabili priti tako daleč, da zadeva poči? Kar lahko povem, meni so ti ljudje pravzaprav dali veliko darilo in vsaka duša danes igra svojo vlogo. Jaz sem preko teh ljudi uvidela svojo notranjost in nisem edina hvaležna za take izkušnje. Po svetu nas je pravzaprav kar nekaj takih. Ker ko enkrat uvidiš te stvari, gledaš drugače in vidiš, kaj si imel ti, znebiti si se moral svoje majhnosti, naivnosti, nemoči, sramu, za katere morda niti ne veš, da jih imaš. Ker kaj je cilj življenja, zakaj smo tu? Smo tu zgolj zato, da se imamo lepo, da gremo za užitkom, da razvijamo umetno inteligenco ali da grebemo za denarjem. Preko užitkov se ne učimo in ne rastemo. In celo Steve Jobs, vemo, kak šef je bil in kak oče, ko je na koncu zbolel za boleznijo, ko se je soočal sam s sabo, ker nekaj takega se ti mora zgoditi, da začneš gledati vase, ker drugače ti je prelepo, da se zamišljiš v življenju in ne skačeš samo od ene postelje do druge ali zbiraš nakup denar. Na njegovem znamenitem iPadu je imel edino knjigo, to je bila Autobiography of a Yogi, od realiziranega mojstra Šri Paramahamsa Yoganande. In na koncu je Steve Jobs izrekel kot napotek za življenje 2 besedi: realize yourself. In danes se družba konkretno deli levo, desno, narcisi, empati, revni, bogati, spiritualci, poslovneži, ki med sabo se tudi podrazno nihče ne more, vsak rine v svojo smer, nastala je velika zgoščenost v zraku, ki poka po vseh šivih. Poslovni svet je danes posloven, on je nekaj vreden. Imam Porscheja, imam kravato, tu vemo, da je polno ega, No, ampak spiritualci pa vse je ljubezen, vse je oblaki, vsi se imamo radi, čeprav imamo umore, vsi se imamo radi. Glejte, nimamo se. Lahko imaš rad človeka kot dušo, kot pa osebnost, v kar smo se danes razvili ljudje. Glejte, jaz rečem, samo pete stran od mene. In ker ego je lahko tudi majhen, ni samo ego v poslu, ego je tudi v spiritualnosti. In se niti ne zavedaš, da je zadaj tvoja nič vrednost ali pa karkoli. Pa v info, kar smo sicer mislim, da že povedali, še posebej v spiritualnem svetu je vedno več narcizma, to je postala tržna niša, zaslužka. In tako kot pri narcisih, empatih, ni okej ne eno, ne drugo, treba je nekaj videti, ni okej tudi v poslovnem in duhovnem svetu, ni okej ne eno, ne drugo, če se s tem poistovetimo, kar pa je stanje današnje družbe, nezavedanje in poistovetenje z umom. Kaj je pravzaprav ego? Ego ni samo egocentričnost, jaz sem neki veljcka, To je primarni občutek individualnosti in gre pravzaprav za občutek, ki ga na to naše umske izmišljotine in dojemanja napolnijo v naše persone, karakterje, kar mi potem smo, mi to zagovarjamo, mi to verjamemo za vse na svetu. Jaz sem nekaj več kot ti ali jaz sem nekaj manj kot ti. Sicer tega se ne zavedam, ker sem itak več, ker sem spiritualec, vendar igramo to igro. Tako da bi rekla, za konec, zavihajmo rokave in gremo na pot nazaj proti sebi vsi. Kako bomo pa vedeli, da smo na pravi poti? V sebi bomo imeli vedno več notranjega miru, tistega pristnega, ne tega, ko najdeš novo žensko in ti je lepo in si miren, ko niti ne veš, da pravzaprav nisi miren, ampak si vzhičen in zadovoljuješ svojo potrebo. Tako da, hvala vam za druženje, vedno več miru vam želim in za na konec še malo sproščenosti.
Mihael je našel eno izredno zanimivo pesem, ki je sicer napisala Alessandra, to nisem jaz, in govori o narcisih, tako da hvala lepa. You look at me with those eyes, those eyes. I feel Hvala. like I'm in paradise, paradise. God, I know it's too good to be true. After a couple months passed, we're past. You needed someone new, found a new flex. God, I know I'm in it to lose. Can't you see I'm crying? Can't you see I'm broken? Still falling for the same old tricks. You're a broken heart that can't be fixed. Giving me the whole world and set it all on fire. 'Cause you do it for the hell of it. You're a goddamn narcissist. I'm hating how my head works, heart hurts. You leave me at my worst, I put you first.